A ne pravijo, da so neplanirane stvari vedno najboljše in to čist drži? Ja, midva sva semle prišla čist neplanirano, sledila sva tablam, sva rekla, greva tale glamping pogledat in lejte, zdaj sva pa, tle so najdal, da sva šla lahko koristiti tole, da sva se z blatom namazala, z glino, da bom prav rekel, Ja. ki je menda ful zdravilna, tako da jaz, ko sem že mečkam bolj v letih, sem se še pogledal, da bom bolj pomladu, se Tjaša pa rekla, da to ne noca, da je dosti lepa. Pokazala vam bom zdajle sam prostor ali glamping. Zdaj jaz se upravičujem, ker je to mečken Ni problema. vzdrževano, ampak to je tako. Glampingi so sestavljeni z lastno klimo, Zelo lepo. ki je dovod in odvod. Aha. To je, ves les je star 100 let, delal je brat sam z enim gospodom. Glamping je lahko za 4 osebe. Lahko je francoska, lahko je še trojkica, ki je tista, vidite, venda, in seveda za otroka isti pograd gre gor jogi na vrh. Tako da 4-članska družina ponavadi biva. Lepo. Ja. Pa če gremo naprej, pa vam še ta pastirski stan je narejen pa čisto iz naravnih stvari. Ja. Iz materialov, naravnih materialov. To pomeni iz lesa, iz slame in iz blata. Tudi to je bil prvi objekt, ki ga je tudi sam brat naredil, Jože. Z vsemi dodatki, ki vidite, to je njegovo delo. Njegovo delo. Tukaj je tudi eko-WC. Aha, kako pa to izgleda eko-WC? To se razkraja vse v to je... Tako kakšno luč užgemo? Ja, tudi. Tako dala, da ne bo. No, to je potem tako. Tukaj ima gost kopalnico, kuhinco, vhod na teraso s pogledom dol in seveda na vrhu so spalnica, tu je pa potem so sanitarije. Sanitarije so na ekološki način narejene. To pa pomeni tako, da ko odpreš, greš na blato, se vklopi ventilator in kjer se tudi vse skupaj razkraja. Ni nobene vode, uporablja se že 5 let, nobenega smradu. Skratka, gostje so presenečeni, ko imajo potem ta sanitarije. Lahko še gor res? Izvolite, prvo gospa tu. Zdaj, da bi pa njima, Riks, biš ven. Iz par dni nisem bila na vrhu, no. Zelo lepo, zakonska postelja. Ja. Skratka, to je vse naredno. Tam je pa prikaz, gospod, poglejte, kako je hiška narejena. Zastekljena, vam bom jaz prižgala. Lučko, takle. Tam je pa prikaz, čez steklo, kako je ta hiška narejena. To je na neki stari... Narejena je iz slame, iz bal, teh kock, šivana, veliko iglo, potem pa umetana z blatom, da pa je vse te eke dobil, je pa naredil latice, ki jih je ubil, da se mu je potem prijelo blato in zaribal. In vse to je v naravnem. Tu, ko spite, rečete, da ni mogoče, da se lahko človek tako spočije. Vsak gost reče. Vsak gost reče, to, ko smo pa tu spali, pa že dolgo nismo dobro spali. Pa verjetno je to dobra izolacija. Ja, vidite, zdaj, ko je zunaj vročina, je tukaj kar... je hladno. Po zimi se pa sicer kuri spode, ampak je prekrasno. Zdaj, če vas ne motim, je zelo glasno. Ja. Riks, biš. Riks. Kaj je Riks? Ja, ko si ti prijazen koža. Tukaj vidim, imate še mali igral za otroke. Imamo igralo za otroke. Res je. Zdaj je sam objekt je mečkan v mirovanju zaradi te skulpture. To pomeni, ta skulptura je, kot vedite, da ta Tim Gajser, svetovni prvak v tem, živi v Makulah. On je iz tukaj. On je iz tukaj, iz naših krajev in ta skulptura bo stala v Pečkeh. In ta gospod, ki dela, ta umetnik, skulpturo smo se pač odločili, da jo delam na našem objektu, ne glede na ves ta prah, ki ga vidite zdaj. Gospoda mi gostimo, spi v prvem glampingu, ima tudi zajtrk, kosilo, večerjo pri nas, tako da biva skozi in skrbimo za njega. Tamle zadaj vidim, to je bazen.
Ali kaj? To je bazen. Aha. To je bazen, točno pomeni, tudi je zdaj pokrit zaradi samega prahu. Bili pa so, ko so bili zdaj Francozi, Čehi, smo imeli pa odkritega. Takrat pa pripravimo cel objekt v stanje, da kot da živi. Savno ste tudi omenili, imam prav v spominu. Samo savna je zdaj pokrita z belo kocko, kjer je na balkonu v gor. Zdaj, mi, ko imamo drugače skupine, mi imamo turistični vlak, delamo na individualnih gostih, zelo veliko delamo z upokojenci, ljudmi iz cele Slovenije, to moram reči, da od nekje marca do aprila in septembra se ponovno začne, pa to so meseci, takrat, ko so dela na individualnih gostih. Super. Takrat priredimo potem pa vršni prostor v prostor, kjer so pa pogostitve. Za gostinsko storitev vzamemo cateringe, drugače pa imajo gostje naš domači zajtrk. Ostalega gostinstva se mi ne gremo, ampak vedno priporočamo najbližje okrog, kot so lokale, razne lokale, kot pizzerije, ribe, skratka, tisto, kar pač imajo povpraševanje. Družine imajo vse rade v paketu, kjer so pač otroci, kakšni individualni gosti imajo pa radi pristnost, domačnost, pa jih pošljemo na tiste kmetije. Potem ta vlakec vozi? Ta vlakec vozi pa za skupine, je za 50 oseb, pravzaprav za en avtobus. Vozi pa po poti Forma Viva iz Štatnberga do Makol, kjer goste sprejme v Studenice proti Rogatcu. Ne vozimo pa zdaj več v hribe gor, kjer bi... To pri nas je pravzaprav bolj vse življenjsko, domače, pristno. To pomeni z zgodbo, zajtrkovalnica, objekt z štalo. Tako kot vidite, tukaj 50 ovce. Tukaj je štala od zadaj. Tukaj je štala, zadnji vidijo se ovce, ovce so na paše zdaj. Drugače pa je en del pod Forma Vive razstavljen tukaj. Pravzaprav je razstavljen tukaj zato, ker smo imeli namen narediti to eno zgodbo, ki se v starem sodu vrti in se te slike prikazujejo. Nismo še to uspeli, smo pa dali potem tako, da gosti vidijo, kam pa lahko grejo in kaj bi doživeli. Skratka, to je zajtrkovalnica z kuhinjo skupaj in s pogledom v dolino, terasca, kjer so pa naprej še tuši in sanitariji. Tukaj pa štala, čisto odprta. Imamo kure, prašiča, zdaj potem proti jeseni. Vidite, da je, ampak poskušamo vzdrževati. Življenjsko. Kmetijo skupaj z turizmom. Moški sanitariji z tušem. Ja, tu je za gospodki ekipar tudi potem. Tu so pa ženski z tušem. Tako da, ja. Lepo. Ja. Skratka, naš namen je, da se gost počuti domače. Mi vse izdelke, ki jih damo gostom, ali pridelamo sami, ali od najbližjih kmetij jemljemo. Recimo kruh, potice, pogače, mlade sire, to dela ena gospa zelo blizu, ima svoje živali, svoje mleko, svojo krušno peč. Gospa se je vdala to, da enkrat na teden peče potice in kruh in takrat vzamemo pri njej. In danes boste videli, da so vsi ti izdelki tako domači, da ko to poješ in popiješ en dober čaj, tudi čaji so vsi domači nabrane. Super. Tjaša, tole pa niso planirala, ne? Ne, res zelo pozitivno presenečena. Tako da res mi ni žal, da sva sem zavila. Neverjetno prijazni ljudje, lastniki, gostitelji, tako da res lepo. No, dobila so tole, tako da tole jaz pričakujem, da bo zelo dober. Kakšne lepo kozarčke imava. Glinene. Glinene. No, pa boš ti, Tjaša, mogla bo še tole probati. Z veseljem. Vidim, da si navdušena, tako da tole res imajo eno tako hudo zgodbo, bi rekel, tako da res. Res lepa, pristna, domača. Ja, in to je, rečemo, čist nekje, bom malo grdo rekel, Bogu iza nogo, kar je sicer pozitivno, tako da bom rekel, ne razumem ljudi, ki hodijo na une top turistične kraje. Lejte, tukaj boste za svoj denar dobili mnogo več in bolj se boste počutili in bolj boste sprejeti, se upam trditi glede na videno, tako da tole je res fantastično. Ja, res lepo. Zdaj bo tole midva pa probala, ne? Ja, bova. Na zdravje, Tjaša. Na zdravje. Kako je, Tjaša?
Takele stvari jaz obožujem. Vidim. Domače, tole skutati, narezki, vrhunsko. No, super, dober tek še enkrat. Hvala. Videjo, kot so tole, Ja. s tem, da bojo drsno, ne? In to je isto un ekološki se... Ekološka zadeva, popolnoma. Vidite, s tem, da ta v celoti še ni dodelan, luknjica pride pa v spodnjo posodo pride speljano vse. In tu je tesnilo, pomeni, ko zaprem, ne bo nič. Potem, ko to odprem, še pride ena povezava, pa bo prisilni vlek smradu iz spodnje posode gor, tu dol bo sesalo in enostavno se nič ne voha. Isto bo narejeno kot doma. Oziroma, ko za segrevanje vode imam doma, še nimam zmontirano, to bo v tekočem tednu zdaj zmontirano, se boš oprhal, greš sem, prideš ti za to zadevico, no, reč ta njega. Fran. Aha, to je ta glina. Ja, se pravi, greš lepo not, se povaljaš, si sloj nanesteš na sebe in potem tu še pridejo 3 sedeži not, starejši, da se lahko usedejo, ne, pa se potem tak namažejo. Drugače pa to čudovita pasta. Gospa, jaz vas prosim, če res greste not, boste imeli življenjsko izkušnjo. Ja, z največjim veseljem. No. Tako da, Tomaž, zdaj prosim, če nehaš snemati, ker se bom slekla. Kar previdno stopite not, ker zadeva sicer pavska. Pavska. A zdaj se pa kar usedem? Jo, kar not se usedite, pa povaljajte, pa kar take malo v mladostniško razigrajte. Ne, kakva zadeva čudna, ne? Res, to. Ker dober feeling. Je, no, prekrasna zadeva je to. Se pravi, zato cilj je, da bi bil čim manj oblečen oziroma gol, ne? To je tudi pol, bom rekel, iz zdravstvenega razloga cilj. Ja, tukaj ne smemo, ker YouTube ne podpira golote. Ful je dobro, res. Ves višek potem sam od tebe izteče. No, tebi je točno toliko, koliko mora A biti. sem zdaj vsa? Do 4 do 5 mm. A sem vse? Milimetrov, ja. Kaj pa po obrazu se to Tudi. Sam jaz se zdaj ne Vrat, bom. obraz zdaj, verjetno se ne bote, no. Ampak sicer, če si pa namenjen sem, da boš tu pol ali pa 3/4 dneva preživel, se pa komplet masko narediš. Ja, Tomaž, zdaj me boš mogel 5 ur počakati. Ne. Ja, kako si ti lep. Tomaž je že najdu prijatelja. Konjiček, prijatelja so mi dva, ne? Dejva en selfie narediti. Konjiček, se ne grizeš ti, ne? Ja. Konjiček, lep si ti. Ja, prijatelja so mi dva, ne? Sva ne, ja, vidiš, ljubčka si mi dal, ne? Ja, ti ne grizeš, seveda ne grizeš. Ne, slan sem, pa sem ti všeč, ne? Tjaša, misliš, da šlo tu sploh dol? Vi ste pa obrazno še naredili. Ja, jaz sem rekel, ko sem malo starejši. Da se še po obrazu pomladi. To, ko se je posušilo, kak se zdi, ne? Tako klepe, žel vas. Ja, vleče skupaj. Ja. Zdaj gre prva runda Zdaj dol. lepo glih, ja. Groba. Sam to ne bo šlo hmal dol po mojem. Ja, lej, 1-2 ure pranja. Bo, gledajte, zdaj vam bom razložil, kak gre. Grobi del gline gre hitro dol, pol pa dobita eno cunico in s tisti cunici greta po sebi pa spereta dol. Se malo podobne. Ja, ker se v pore prime en del gline, tisti del, ne. Drugač občutek je pa zelo dober. Je, ne. Glejte, sploh tisti, ki imajo probleme z sklepi pa z temi zadeve, to je neverjetna zadeva, to lahko z lastnih izkušnj govorim. Pa koliko smo sva tudi imeli ugotovila? raka, pa medrol jemo, pa take zadeve, ne. Če tega ne probaš, ne veš, Verjamem, ja. ne znaš tega ceniti. Pa imela. Pa zdaj najprej malo, kaka je? Pet hladna? Topla je. Aha, dobro. Tjaša, presenečen še ni konc, zdaj pa še gibanica dobra. In to haloško gibanico. Ja. To ne vem, če sem že kdaj jedla.
krasno je. Res en košček ti dam. Daš, ostale špatirka. Ja. Tjaša, daj povej še eno tako zaključno besedo, mnenje v tem glampingu in vsem tole tukaj, kar imajo. Ja, jaz bi rada povedala samo to, da je to res kraj, nad katerim sva oba zelo navdušena. Tako da, če si res želite mir, tišine, spočit v nekem takem pristnem okolju, v stiku z naravo, je to res ta prav kraj za vas. Poleg tega, da so tukaj čudovito urejene glamping hišice, bazen, savna, nudijo tudi blatno kopel oziroma glineno kopel, ki je zelo zdravilna. Tukaj v okolici imate tudi lepe izhodiščne točke, smo nekje na sredini na eni strani je Boč, na drugi strani Donačka gora, tako da je tudi za pohodništvo ogromno možnosti, kot tudi za kulinarične, za ljubitelje kulinarike. Tako da jaz priporočam, da si pogledate tudi spletno stran glampinga Zeleni turizem, link najdete v opisu tega videa. Tako da jaz vam res srčno priporočam, da obiščete ta kraj, da živite to pristnost in tudi to gostoljubnost teh ljudi, ki se res počutiš dobro in sprejeto, ko prideš sem.